Danes je mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Več kot 6 milijonov ubitih Judinj in Judov ter tistih, ki so preživeli, a za vekomaj ostali zaznamovani. Žrtev, katerih imen se moramo spominjati vsak dan. Dan spomina doživljam kot neopisljivo žalosten. Storjeno je bilo nepopravljivo. Vendar zgodovine ne moremo spremeniti, lahko pa ji prisluhnemo. Moje sporočilo je preprosto: nikoli več. Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokausta prosim in pozivam, da se z vsemi močmi upremo sleherni možnosti, ki bi vodila v izključevanje in sovraštvo. Ti neustavljivi sili sta se širili po Evropi od Judov k Romom, Sintom, Slovanom, istospolno usmerjenim, duševno prizadetim invalidom. Na koncu jima ne bi ubežal nihče. Izključevanje in sovraštvo odpirata vrata krvnikom, ki človeštvu zadajo usodne rane. Usodne rane, ki se jim lahko izognemo, če nikoli več ne dopustimo, da se zgodovina ponovi. Da se vselej, tudi če se zdi nemogoče, obrnemo k medsebojnemu spoštovanju, sodelovanju, prijateljstvu. To nas uče še živeči pričevalci grozot tistega časa in tako bomo njim ter umrlim izkazali največje spoštovanje. Med pričevalci je čudovita gospa, ki je v ženskem koncentracijskem taborišču Ravensbrück imela številko 30.153. Njeno ime je Marija Frlan in danes praznuje svoj 103. rojstni dan. Pravi, da je zgodovina lepa in grda, ljudje pa moramo vedeti, kaj je prav in kaj ne. Kot predsednica republike, predvsem pa kot mati, si želim, da se v dobro nas in naših otrok ta človeška krutost nikdar več ne ponovi. Srčno verjamem, da vsak izmed nas ve, kaj pomeni biti dober človek. Da znamo z zgledom navdihniti tudi drug drugega. Negujmo to zavedanje in bodimo dobri ljudje.